Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Murski Soboti, kjer se bo kmalu začela tekma 5. kroga prve slovenske nogometne lige Telema. Na Fazaneriji se bosta pomerila Mura, ki jo čaka druga domača prvenstvena tekma v sezoni, in sežanski Tabor, ki ima priložnost, da prvič po septembru 2021 pride do druge zaporedne zmage v tem tekmovanju. V vlogi favoritinje Štravs pa spodal na Stankoviča, Kajcipot je bil dobro postavljen, Tijo na to odbija do Bobičanca in tule Šaban Adžaj. Gre za iznajdljivega, gibljivega nogometaša. Šaban Adžaj, odličen strel, to da brani Koprivec. Met iz avta za Muro, Beganović ga je hitro izvedel, hitro razmišljanje, Šaban Adžaj lepo za Kovsa, tole je zanimivo. Žiga Kovs pred vrata, priložnost za Muro. Zamudil je tam Luka Bobičanec, Sobočani z napadom nadaljujejo, toda bori se Ivorec, še vedno Kuao, zdržal je dvoboj, žogo pa zapravil. Cipot na Šaban Adžaja, ampak v zadnjih minutah Štravs in pa Aleksandar Zeljković bolje pazita na Štravsa. Stanković napada, Kajcipota, napaka Cipota in gol! Stanković je Tabor popeljal v vodstvo, že tretji gol Stankovića v tej sezoni in zdaj je prvi strelec lige skupaj z Andrejem Kotnikom in pa Dakujem. Kakšna napaka Kaja Cipota, zapustila ga je orientacija. Obrambni samomor Murinega branilca pa je Stanković izkoristil in žogo poslal v prazno mrežo. Tabor 1, Mura 0. Stanković je torej prišel že do tretjega zadetka v letošnji sezoni, skupno do četrtega v tem tekmovanju, in Sežančani so dosegli Luka Bobičanec ga bo izvedel. Bobičanec, ostra podaja Bobičanca, Klepač strelja gol! Mihael Klepač, oziroma ne, Kajcipot je popravil napako za veliko. Kajcipot je zadev in popravil napako, ki jo je zagrešil v prvem polčasu. Dobro se je znašel pred vrati Koprivca, ga premagal in torej poravnal izid na Fazaneriji. Sprva se mi je zdelo, da je bil Klepač tam v drsečem štartu, napaka Koprivca, ki je sprva zdaj dovolj dobra kombinatorika, da so gostje žogo ohranili v posesti. Pa še prave nevarnosti, zdaj morda Kocić in gol! Tabor znova vodi, Kocić je dosegel tretji gol v prvi slovenski nogometni ligi in znova so Sežanci prišli do vodilnega zadetka. Zdelo se je, da je Mura precej boljša v tem drugem polčasu, ampak Tabor je nekako izkoristil nekaj prostora, ki se mu je ponudilo, in varovanci Dušana Kosića so zdaj znova v boljšem položaju. Glede na videno se zdi zelo malo dodatka, no, to je potrebno reči. Sam sem pričakoval vsaj 5 minut, tole pa je Tijo Cipot, Koprivec brani, pa še ena priložnost, gol! Deliri na Fazaneriji, Šaban Adžaj je dosegel prvi gol za Muro in vendarle se bodo prigrebli do točke nogometaši Mure. Ali lahko morda celo napadajo popoln točkovni izplen, to je zdaj vprašanje. Prvenec Šaban Adžaja pa v dresu Mure izkoristil je odbitek Koprivca, odpadek pospravil v mrežo in poskrbel torej še drugič danes za izenačenje Mure. Ni več veliko časa za odgovor, nogometaši Tabora so se že potihem spogledovali s 3 točkami. Mura je gledala porazu obraz, toda Damir Čontala, dejali ste, da ste favoriti. Točka na koncu verjetno vendarle ni slab izid, glede na sam potek tekme, dvakrat ste se uspešno vrnili v tekmo. Je slab izid, absolutno je slab izid. Želeli smo si zmage, mogli bi zmagati.
glede na naš renome. To ne pomeni, da smo karkoli podcenjevali, mislim, da smo to pokazali tudi od začetka, od prve minute, da si želimo zmagati, da želimo biti napadalni in zadeti, ampak enostavno neverjetne načine prejemamo zadetke, ki nas vedno znova zabijajo in vedno znova se moramo reševati. In dokler bomo zadetke prejemali na takšen način, bomo težko zmagovali. Fazanerija je vseeno zaploskala in pozdravila vse fante. Kaj vam recimo pomeni ta podpora? Je lažje, ker so navijači stali z vami in z igralci? Stali ne, v določenih trenutkih ja, v določenih ne. Tudi igralci niso čutili maksimalne podpore skozi celo tekmo. Tako je naprimer bilo proti Domžalam, kjer smo zaostajali in je bila podpora ves čas. Danes ni bilo v takšni meri, zato to so tudi igralci občutili, zato je bilo ta vrnitev nekoliko težja, ampak še vedno ogromno se izbere, še vedno stojijo za nami in upajmo, da jim bomo to vrnili v prihodnje z boljšimi rezultati. Danes smo bili presenečeni, ko smo videli, da Mirlinda Dakoja ni v kadru za tekmo. Ali lahko morda izdate, kaj se dogaja s Kosovcem, kje se je zataknilo, da ga ni bilo? Ja, problem je s papirologijo, z obnovitvijo papirjev in tudi klub je to že objavil na svoji spletni strani, tako da se nam bo vrnil oziroma pridružil zopet v ponedeljek. Točka na Fazaneriji je verjetno vedno dober rezultat, ampak glede na potek tekme verjetno precej grenkega priokusa. Ja, prav ste imeli. Tekma je imela svoje faze, ne, od začetka je bila Mura precej boljša, imela je kar nekaj dobrih priložnosti, mi se še nismo dobro sestavili, kasneje smo iz minute v minuto bolje zgledali. Na koncu Muri nismo kaj veliko dovolili in enostavno bolj se je tekma bližala koncu. Nekako smo verjeli, da lahko zmagamo, ampak evo, zadnja podaljšek in bi rekel tudi malo športne nesreče, kako se je žoga odbila direktno igralcu na nogo in dajmo reči vse skupaj, da je rezultat nekako realen. Na zadnjih 3 tekmah 3 pozitivni rezultati, verjetno se zdaj precej lažje diha, ko ste dokončno dokazali, da ste popolnoma konkurenčni. Ja, to je naš cilj, da dokažemo sebi in ostalim, da smo konkurenčni, ampak škoda je, ko imaš take priložnosti, ki si te ukažejo, je treba izkoristiti in danes mi je pravzaprav fantov žal, ker smo veliko energije vložili, tudi veliko tistega, kar smo se zmenili, so zelo korektno delali, 2 lepa gola smo dosegli in imeli momente, kjer bi lahko tekmo mogoče obrnili v svojo korist, ampak ekipa je mlada in seveda želimo biti tudi mladi, toliko izkušeni, da lahko te take tekme zmagamo. Matko Obradović, glede na potek tekme, verjetno to zelo sladka točka, Godeo pa verjetno tudi pozdravi navijačev, ki kažejo, da so zadovoljni z vašo igro. Dobro, rad bi samo na kratko bi povedal nekaj, da bi čestito bi ekipi na borbi do konca in na pokazanemu karakteru. Danes bi rekel, da smo odigrali jedno dobro tekmo, enostavno nas ni šlo, enostavno jaz sem bil v slabi formi in to ni kriv niti trener, niti taktika in niti ekipa, enostavno jaz sem bil slab danes, 2 zadetka so moja in to je to, nimam kaj, trenutno nisem v takvi formi in nič, moramo dati glave naprej skupaj in edino tako se bomo izvlekli iz tega. Še na 3. zaporedni tekmi ste vknjižili pozitiven rezultat, točka proti Muri, glede na razplet lahko še obžalujete, da niste zmagali, ampak verjetno ste zelo zadovoljni sploh vi, ki ste tudi dosegli zadetek. Ja, najprej da čestitam celi ekipi, vsakemu posebej. Na koncu pa ja, boli, kot da bi izgubili tekmo, čeprav marsikdo bi podpisal za Piko v Murski Soboti. Vemo, za kakšno ekipo gre in glede na to, da nadaljujemo pozitiven niz, mislim, da moramo biti srečni na koncu z izidom.